Jaz bi rekla, da brez vlaganja v človeške vire, torej v ta strukturni kapital, organizacija izgublja in počasi erodira. In ta način pravzaprav izgubljanja vitalnosti se kaže v izgorelosti, v absentizmu, v izgubi nekega veselja in predvsem v izgubi pogonske energije za rast, za napredek. In vložek pravzaprav v človeka je tisto, kar bomo v bodoče, zlasti ob številnih podporah umetne inteligence, potrebovali. Ker ta človeška toplina, sposobnost branja med vrsticami, ki je seveda tudi biološko predispozicionirana, bo tisto, kar bo v prihodnosti gradilo konkurenčno prednost. Človek ima telo, in naša telesnost, torej telesna inteligenca, je pravzaprav nekaj, kar sodobni sistemi ne vključujejo v svoje KPI-je in morda premalo razumejo to našo sposobnost, kajti ta sposobnost nas uči, da prepoznavamo tiste možne tokove in tudi prihodne uveljavitve nekega družbenega ali pa rečemo temu gospodarskega življenja. Ker vsi mi sestavljamo pravzaprav to kolektivno nezavedno in tisti podjetniki in tisti direktorji, ki to prepoznavajo, že danes resnično gradijo na tem človeškem potencialu in poskušajo predvsem subtilno poslušati in slišati tiste ravni, ki so lahko v bodočnosti zares ključne. In to je ohranjanje vrednosti strukturnega kapitala, ostalih relacijskih znanj in predvsem veščin in kompetenc, ki jih mi ne moremo neposredno priti v sistem, ker jih nosi človek s svojo telesnostjo, svojo biologijo, z biokemijo. Zato je izjemnega pomena, da ljudi znamo naučiti, da odločajo in tudi delujejo v smislu kreativnosti v stanjih zavesti, ki so za kreativnost pomembna. In to recimo stanje tega flova oziroma pretočnosti, ki je pravzaprav stanje visoke kognicije, se pravi sposobnosti medresornega recimo razmišljanja. Mi radi govorimo o interdisciplinarnosti, ampak to pravzaprav veliko kot ostaje na nivoju besed. Ampak ko predamo to v prakso, mi moramo biti fizično sposobni nositi te prenose, pravzaprav energiji, idej in emocij, ki jih seveda takšni multifunkcionalni timi, bom rekla, generirajo. To je pravzaprav prihodnost, po moji presoji, resnične konkurenčnosti, resnično ugnezdena v človeški potencial in v znanost o človeku, ki se z razlogom imenuje znanost. Ljudje postavljamo vse bolj zahtevni in številne težave, ki jih imamo danes na osebnem življenju in seveda tudi poslovnih svetovih, je pravzaprav težava našega biološkega telesa, težava naše kognicije in predvsem izgorelost in utrujenost. In razlogi so tukaj danes jasni, v znanosti že predstavljeni. Zato je dobro, da razmišljamo o dolgoživosti in poskušamo delovati vsak dan, bom rekla, z neko predispozicijo kvalitetnega bivanja in ko delujemo na ta način, seveda prispevamo sebe v celoto in je s tem tudi celota veliko bolj povezana, torej integrirana, zdrava in predvsem dajajoča.